Spoštovane ekscelence, dame in gospodje, lepo pozdravljeni na današnji razpravi, posvečeni, rečem, velikopotezno zunanji politike Evropske unije. Toplo pozdravljam današnjega panelista, veleposlanika Iva Vajgla, nekdanjega ministra za zunanje zadeve, evropskega poslanca, pa še in še, med drugim tudi novinarja, glasnogovornika zadnjega jugoslovanskega zunanjega ministra za zunanje zadeve. Kot evropski poslanec je Ivo Vajgl v 10 letih delovanja v odboru za zunanje zadeve spremljal ključne poteze Evropske unije v mednarodnih odnosih. Bil pa tudi zadolžen za spremljanje napredka Severne Makedonije v pogajanjih pri približevanju Evropski uniji. Je subtilen analitik in spremljevalec dogajanj dogajanj Evropske unije in njene zunanje politike. Uvod v razpravo bom predstavil Marjan Šetinc, predsednik Slovenskega društva za mednarodne odnose. Vendar kot prvi predsednik odbora za evropske zadeve si bom vzel par minut, da nekaj stvari povem, o čem bo tekla razprava. Današnje razprave se ne da pričeti drugače kot z zguljeno ugotovitvijo, da Evropska unija nima svoje zunanje politike, temveč da obstaja 27 zunanjih politik. Torej, toliko kot je članic. Toda evropska zunanja politika je vendarle več. Večina zunanjih potez Evropske unije je usklajenih ali odobrenih na svetu Evropske unije. Vse bolj pogosto pa tudi obravnavane v Evropskem parlamentu na odboru za zunanjo politiko. Geopolitične razmere v zadnjih letih Evropsko unijo potiskajo vse bolj aktivno vlogo v mednarodnih forumih in seveda v nastopanje na mednarodnem polju. V statusu opazovalke Evropska unija s precejšnjim vplivom sodeluje v množici mednarodnih forumov. Čeprav ni članica teh forumov, v njih aktivno deluje. Kljub temu, kot veste, nima glasovalne pravice. Naj navedem, recimo v Združenih narodih ima Evropska unija status opazovalke od leta 1974, prejšnjega stoletja, in od 2011 ima pa tudi tako zvane povečane pravice sodelovanja, tako zvana enhanced participation rights. Podoben status ima Evropska unija v OSCE, tu ima sedež, poleg sedeža predsedujoče članice Evropske unije, v imenu Evropske unije glasuje v danem trenutku predsedujoča država za celotno Evropsko unijo. Evropska unija ima eno najobsežnejših diplomatskih mrež na svetu. Diplomatska predstavništva EU promovirajo evropske programe in pri tem sodelujejo z bilateralnimi veleposlaništvi članic Evropske unije. Se opravičujem. Evropska unija, vključenost v mednarodne razmere, torej njena vključenost v mednarodne razmere je razvidna skozi programe razvojne pomoči, na primer ACP, sporazum iz Cotonuja, torej sporazume o prosti trgovini, sporazum o gospodarskem sodelovanju s Kitajsko, ki ni sicer podpisan, EUFOR, European Force, jedrski sporazum z Iranom, sosedska politika, opazovanje napredka kandidat za članstvo in še. V aktivnejšo zunanje politično vlogo Evropsko unijo potiskajo dogajanja v Evropi.
tu blizu, v naši soseščini, pred več kot 20 leti, recimo vojaški konflikt na Balkanu, sedaj vojna v Ukrajini. Migrantska politika je prinesla delitve med članicami Evropske unije, vojne in revščina v svetu, predvsem v Afganistanu in Siriji, so spodbudile migrantske tokove, ki zahtevajo precej bolj aktivno politiko Evropske unije do teh držav. Zahtevajo pa tudi stalen dialog z državami na jugu in vzhodu, v Severni Afriki, s Turčijo, Belorusijo, Rusijo. Zunanja politika Evropske unije sta danes tudi Britanija in predvsem Severna Irska. Gre za izjemno občutljivo stanje, ki ga je povzročil izstop Britanije iz Evropske unije. Nespametne odločitve lahko ponovno privedejo do prelivanja krvi med unionisti in republikanci. Evropski parlament je pomemben dejavnik evropske zunanje politike. Člani odbora za zunanjo politiko aktivno sodelujejo v dogajanjih po svetu. Naš današnji gost je opozarjal in aktivno podpiral reševanje vprašanja Zahodne Afrike, Kašmirja, Palestine, Tajvana, Abhazije in drugih. Odnosi do teh narodov so tudi ujetniki notranjih problemov in razhajanj v Evropski uniji. Ta večkrat odloča zelo dvolično, na primer v primeru Katalonije, ob njenih težnjah po samoodločbi se Evropska unija obnaša, kot da je to le stvar Španije in njene ustave, ki samoodločanje ne omogoča. Podobno je Škotsko, Korziko. Demokracije nedvomno lahko merimo po tem, kako obravnavajo manjšine. Evropska unija ni nikakršna izjema, čeprav bi morala predstavljati zgled za varovanje človekovih pravic. Razmišljanje o Evropski uniji in njenih odnosih navzven je izziv, ki je napisan na kožo našemu gostu. Torej, veleposlanik Ivo Vajgl, beseda je tvoja. Ja, hvala lepa, dragi prijatelj Marjan. Redko kdaj se mi ponudi priložnost, da se tukaj v Ljubljani srečam z tolikšnimi kolegi, s tolikšnimi poznavalci zunanje politike, s tolikšnimi sodelavci, tudi takšnimi, s katerimi se nismo zmeraj strinjali, vedno smo bili pa profesionalni in spoštljivi do drugega. Ker zunanja politika kot taka, posebej še zunanja politika naše države, ni last neke specifične ideologije ali pa posameznikov, ne. To je last državljanov te države. In smo vsi zavezani k zunanji politiki, ki koristi državi, ki dviga njen ugled, ki pomaga implementirati splošne vrednote sveta v našem okolju. Veliko med vami, kolegic in kolegov, je delovalo zunaj v različnih državah, v različnih svojstvih. Jaz sem začel delati v tujini kot mladenič, dopisnik RTV Ljubljana v Trstu. Takrat je bilo to nekaj posebnega, takrat je bil Trst tujina. In jaz sem bil en izmed 3 dopisnikov slovenskih v tujini, ne. Kakšen privilegij, ne. In moram reči, da je to tudi pozneje pravzaprav zaznamovalo moj pogled in radovednost in moj pogled na svet, ne. Jaz sem vedno svet gledal z enim očesom novinarja, z drugim očesom diplomata.
In najbrž ni slučaj, da sem se znašel v neki vlogi, ki je pravzaprav bila kombinacija obojega. Bil sem, kot je rekel kolega, v nekem obdobju zelo težkem in kompliciranem bivše države, spokesman jugoslovanskega zunanjega ministrstva in na dan 25. junija 1991 sem postal prvi spokesman slovenskega zunanjega ministrstva. Takrat, ko smo prišli iz Beograda na proslavo, na trg pred parlamentom, Slovenci, ki smo delali v zveznih organih in ki smo delali tam tudi v času, ko je bilo jasno, da se bo Slovenija osamosvojila, po dogovoru in po nalogu vlade, demokratično izvoljene vlade v Sloveniji. In smo bili zavezani, da ostanemo do zadnjega dneva, ko bomo tam še lahko ščitili interese in promovirali samostojno Slovenijo. Jaz sem redko kdaj si nekaj zapišem, kadar se pogovarjamo o zunanji politiki. Ker danes nisem imel pojma, kdo bo prišel in koliko vas bo prišlo, sem rekel, to je odgovornost, ne? In tema je delikatna. Jaz sem si pripravil pismen statement, ki ga pa zdaj ne bom bral, ampak ga bom preletel, ne? In seveda sem tudi zapisal, da moram takoj na začetku reči, da vse, o čemer bom govoril, je moj osebni pogled na stvari, ne predstavljam nikogar in ne naslanjam se na stališča nobene izmed političnih strank ali institucij v Sloveniji. Trenutno me ne veže nič. Vojna v Ukrajini obvezuje vsakega odgovornega in razmišljujočega človeka, da se sooči z njenimi ne samo dnevno političnimi razsežnostmi, ampak z moralnimi razsežnostmi. In da brezrezervno obsodi agresorski režim v Moskvi, njegove zločine nad ukrajinskim civilnim prebivalstvom, nad mladimi regruti, ki jih pošilja v objem smrti. Ta absurdna vojna bi lahko bila enako kot prejšnje, priložnost za bolj normalen, dialoški, človeški način urejanja mednarodnih sporov, za nova spoznanja o vrednosti miru in človeških življenj. Vedno bolj jasno pa je po vsem svetu, ne, da prejšnje vojne praviloma niso razumljene kot nauk za preprečevanje novih oboroženih spopadov. Ni verjetno, da bi se lahko vojna v Ukrajini končala z zmago ene ali druge strani. Obe strani pretendirata na zmago. Jaz v takšno zmago ne verjamem. Končala se bo ta vojna z mirovnimi pogajanji, neposrednimi ali s posredovanjem tretje strani. Evropska unija pa medtem ne more biti niti opazovalec, niti samo dobavljač najmodernejšega orožja iz lastne in ameriške produkcije ukrajinski strani. Napadeni strani, seveda. Nadaljevanje vojne pomeni preveč novih žrtev, preveč razdejanja. Pot do zaustavitve sovražnosti in produktivnih mirovnih pogajanj pelje preko objektivne presoje, dogajanja pred izbruhom spopadov in razgradnje države, ki smo jo poznali. Jaz sem bil tam večkrat v zadnjih 12 letih, v času mojega mandata, ne. Države, ki je tedaj bila, tako smo jo videli, multinacionalna in multikonfesionalna država. In seveda država, ki je imela od vsega začetka vse atribute
ki jo uvrščajo v Združeno Evropo, ki je upravičeno hotela postati del najbolj demokratičnega sveta. V razpravah, ki smo jih vodili v atmosferi odprtosti in medsebojnega zaupanja v Evropskem parlamentu, o Ukrajini, njeni evropski usmeritvi in o tem, kakšni bodo v prihodnosti naši odnosi z Rusijo, so se že zelo zgodaj začeli nakazovati obrisi položaja, v katerem smo danes. Velikokrat sem čutil potrebo, da opozorim, da drsimo proti hladni vojni in opozoril, da poučeni z lastnimi izkušnjami iz časov stopnjevanja jugoslovanske krize vemo, da je od hladne vojne do resnične, vroče in uničevalne vojne samo en korak. Že v zgodnjih razpravah, ko je bilo še dovolj prostora za boljši, miroljubnejši in trajnostni koncept odnosov z Rusijo, je bilo jasno, da je treba računati s posebno občutljivostjo članic Evropske unije, predvsem tistih z severa Evrope, Baltov, Poljakov in nekaterih drugih, ki so izkusili imperialne in antidemokratske težnje v ruski politiki v bližnji in daljni preteklosti. Tu mi, bivši Jugoslovani, nismo imeli nikoli enakih ali pa identičnih občutljivosti. Jaz sem jih pa spoznal kot veleposlanik v vseh baltskih in nordijskih državah, ko sem zvedel, enkrat recimo v prvem pogovoru z estonskim predsednikom Lennartom Merijem, da je bila njegova družina v 50 letih izgnana v Sibirijo. In da so bili izgnani stotine intelektualcev estonskih, litovskih, latvijskih. Da so se v litovskih gozdovih vodili partizanski boji proti sovjetskemu režimu vse do 50 let. O tem nismo vedeli prav veliko in jaz sem to vedel. In sem v vseh razpravah, kjer sem začutil, da malo disonantno diskutiramo, sem to dal vedeti, da spoštujem bolečino tistih, ki so trpeli in ki so imeli neke izkušnje, ki so jih za stalno zaznamovali. Do danes nisem prepričan, da je Evropska unija izkoristila v zadostni meri svoje zgodovinske izkušnje, svoje znanje in tudi svoje transatlantske povezave, da bi preprečila eskalacijo konfliktov z Rusijo, posebej še v tistem času, po Putinovih agresijah v Gruziji, Čečeniji in aneksiji Krima. In vlogi v dogajanju na vzhodu Ukrajine, kjer danes poteka vojna med sosednjima državama in kjer je Putin na najbolj grob način pogazil suverenost in ozemeljsko celovitost države, ki jo je napadel. Odločil sem se, da bom komaj nekaj dni po slovesni predstavitvi poročila o delu ambiciozno zastavljene konference o prihodnosti Evrope. Poročila sem videl na različnih medijih, debelo knjigo, tisto, ki je poročilo, nisem prebral. Me pa zanima, kaj je v njej. Moram žal takoj poudariti, da so tiste točke obsežnega poročila, ki naj bi sistemsko omogočile večjo učinkovitost in enotnost Unije na področju zunanje politike oziroma mednarodnih odnosov in sodelovanja, da so se že prvi dan po objavi oglasile rezerve in zavračanje. Dobil sem telefonski klic svojega prijatelja iz Evropskega parlamenta, iz nekih drugih časov, Gija Verhofstadta, včeraj. On je sicer
sopredsedujoči konference o prihodnosti Evrope. Ne? In me je vprašal, kako da je tudi Slovenija v skupini, mislim, da ducata ali 13 držav članic Evropske unije, izrazila nasprotovanju potrebnim ustavnim spremembam, ki bi omogočile bolj učinkovito in enotno delovanje Evropske unije. Moram reči, da nisem zasledil, da je bila ta zadeva predmet razprave v Sloveniji, na kateremkoli uradnem organu, bodisi odboru za zunanje zadeve parlamenta, ki sem mu svoj čas predsedoval, tako kot moja kolegica v prvi vrsti, in kar bi se meni zdelo pravzaprav nujno. Mislim, da bi nekdo moral pojasniti, zakaj se je odhajajoči vladi zdelo potrebno, da se spusti v takšen diskurs in da ne prepusti to, kar ni zahtevalo neke takojšnje reakcije, pravzaprav novi vladi. Konferenca o prihodnosti Evrope je potekala pod nesrečno zvezdo. V času pandemije, omejenih možnosti komuniciranja, tisočerih državljanov, ki naj bi prispevali svoje mnenje in pobude, konkretne. To se je pričakovalo. Z mirno vestjo trdim, da je bil izplen tega množičnega angažiranja skromen. Kolikor se je dalo, sem to spremljal po internetu, te razprave tudi in tudi pri odmevih in komentarjih v medijih so pravzaprav posvetili večino pozornosti predlogom parlamenta, kjer se zavzema za bistveno omejitev pri odločanju z vetom posameznih držav članic in zato, da bi namesto tega pogosto zlorabljenega instrumenta praviloma uporabili načelo kvalificirane večine. Veliko je pomislekov, zlasti v manjših državah, proti uvajanju nadnacionalnih kandidatnih list za evropske poslance. Gre za, mislim, da 28 je predvideno takšnih mest za poslance, ki bi lahko kandidirali v katerikoli državi članici Evropske unije. Moram prostodušno priznati, da si tega nikoli nisem čisto predstavljal, kako bi en kandidat iz Slovenije lahko si izboril sedež v parlamentu z glasovi francoskih, španskih ali ne vem, italijanskih volivcev. Ne morem si to predstavljati. Bolj se mi zdi, da si to domišljajo tisti, ki so zvezde parlamentarne estrade v Evropi in tiste bi najbrž lahko volili na ta način. Finančna kriza, pandemija, Brexit, vojna v Ukrajini, vse te stvari so aktualizirali zahtevo po zagotovitvi enotnosti Unije, ko gre za bistvena vprašanja, kakšna bo geostrateška teža Evropske unije v bodočnosti v odnosu na velike igralce, kot so Združene države Amerike, Kitajska in Rusija. Pravzaprav je bila ta skoraj enotnost Evropske unije vzpostavljena prvič, ampak mukoma in postopno, in še to z izjemami, ki so jih zahtevale nekatere države, pri načrtovanju gospodarskih sankcij in vojaške logistične podpore Ukrajini. V drugih primerih in drugih meridijanih takšne enotnosti ni bilo, ampak so prevladali interesi predvsem nekdanjih kolonialnih držav, članic Evropske unije in pa geostrategija Združenih držav Amerike. V 10 letih svojih mandatov v Evropskem parlamentu sem se kontinuirano ukvarjal s specifičnimi mednarodnimi problemi, pri katerih je prihajalo do globokih razhajanj med članicami in ki so bili dejansko zelo trdi orehi za razbijanje. Zaradi tega so me zanimali. O tem je ambasador Marjan že povedal nekaj besed. Kot prvo takšen problem bi omenil seveda Bližnji vzhod in izraelsko-palestinski spor,
v katerem so bila kljub mednarodnim sporazumom, kljub mednarodnemu pravu, kljub mednarodnemu humanitarnemu pravu, vselej polarizirana stališča v Evropski uniji v korist interesov Izraela, rekel bi, izjemno brutalne okupacijske sile na ozemlju neuresničene palestinske države. V občasnih oboroženih spopadih in povračilnih ukrepih in napadih Izraela, posebej na Gazo, ampak tudi na druge dele okupiranega ozemlja, je obveljalo nepisano pravilo, da je žrtev na izraelski strani 10 in večkrat težja od življenj pobitih palestinskih civilistov, med katerimi so bili največkrat otroci ali pa mladina. Drugi problem, ki sem se mu posvečal ves ta čas, in naj rečem še to, da sem seveda bil in v Palestini nekajkrat, večkrat, da sem bil tudi v Izraelu, da sem bil član skupine prijateljstva tako Palestine kot Izraela v Evropskem parlamentu in da so me tudi obe strani sprejemali kot človeka z dobrimi nameni. Tudi enkrat sem imel priložnost govoriti v Knesetu. Problem Zahodne Sahare, ozemlja pod okupacijo Maroka, ki si ob sodelovanju številnih evropskih držav prisvaja naravna bogastva ljudstva Sahravi, fosfate, bogastvo morja, ribištva in v zadnjem času zemeljskega plina in nafte. Na občasne kritike, ki jih je na obnašanje Maroka naslavljal Evropski parlament, komisija in Evropsko sodišče, se je Maroko odzival z grožnjo, da ne bo več sodeloval pri odvračanju in prestrezanju begunskih tokov iz Afrike proti Evropi, skratka podobna receptura, ki je uporabil Erdogan tudi, ko nam je Evropejcem grozil. Problem Gorskega Karabaha, regije, ki je del suverenega ozemlja Azerbajdžana pod okupacijo Armenije, pod zaščito Rusije, kot relikt imperialne delitve politike carske in boljševiške Rusije, me je pritegnil. Obiskal sem Nagorni Karabah in organiziral nekaj konferenc v Evropskem parlamentu, na katere so vedno bili povabljeni predstavniki armenske in azerbajdžanske države. Moj namen je bil graditev neke možnosti za dialog, za mirno reševanje tega konflikta. Ne bom govoril o razpletu v zadnjih mesecih, vsi ga poznate. Azerbajdžan je v zadnjem času dobil nekaj več pozornosti, zaradi tega, ker se ponuja kot alternativa za dobave nafte in plina namesto Rusije. Ni pa bilo posluha za reševanje problema Nagornega Karabaha v skladu z mednarodnim pravom. Ta stvar je vedno znova usahnila. Evropska unija se je umaknila iz skupine multilateralne, ki naj bi prenesla mir med obema državami in reševala problem Karabaha. Namesto sedeža Evropske unije je zasedla Francija, ki je ves čas bila absolutno pristranska v korist Armenije, vemo zakaj. Sodeloval sem pri organizaciji več predstavitev problematike ljudstva Ujgurov, tudi takrat, ko je postalo jasno, da za podporo tragičnemu ljudstvu, ki je na Kitajskem žrtev najhujše diskriminacije, stojijo predvsem ZDA, z namero izpostaviti surovost kitajskih oblasti v odnosih do manjšin, do Ujgurov posebej, in s ciljem sprožiti plaz kritike, ki bo omajala mednarodni ugled in pozicijo Kitajske v času pred in med olimpijskimi igrami. Problem Ujgurov, ki jih Kitajci zatirajo in zapirajo koncentracijska in delovna in kazenska taborišča, je postal stalna tema
v mednarodnih medijih v večji meri kot podobni problemi, ki jih ni mogoče povezati z geostrateškimi konfrontacijami velikih sil. Med problemi, a sem že predolg? Med problemi, s katerimi sem se intenzivno soočal in ki dobivajo svojo povečavo zaradi nezanimanja in zanikanja v večini članic Evropske unije, bom omenil Katalonijo. Ti si že spregovoril o Kataloniji, jaz sem tukaj si pripravil nek svoj pogled na to. Vi veste, jaz sem bil predsednik parlamentarne skupine v Evropskem parlamentu za podporo Kataloncem, pri čemer ni šlo za podporo izrecno neodvisnosti in suverenosti Katalonije, ampak za zaščito človekovih pravic Kataloncev in pravic, da izražajo svoje pretenzije, svoje želje, zahteve po kulturni, jezikovni in ekonomski enakopravnosti in avtonomiji. Očitno je, da so si za razglasitev neodvisnosti Katalonci izbrali napačen trenutek, in da niso bili pripravljeni na to. Ampak zaslužili so si gotovo vse prej kot brutalno represijo, množični policijski teror in drakonske sodne procese, na katerih so katalonske voditelje, tudi tiste iz civilne družbe, obsodili na dolgoletne zaporne kazni kot najhujše kriminalce. Dejansko so vsi odsedeli vsaj 5-6 let, vsi intelektualci, profesorji, pisatelji, novinarji, parlamentarci, vsi so odseleli v samicah in v dejansko totalno nesprejemljivih pogojih svoje kazni. Nažalost je velika večina slovenske politike, tudi tiste na vrhu in različnih ideoloških prepričanj, skrbno tehtala vsako besedo in gesto podpore Kataloncem in so si slovenski politični voditelji izmišljali vse možne argumente, da sami sebe, svojo in tujo javnost prepričujejo o tem, da je zgodba o slovenski suverenosti in osamosvajanju nekaj povsem drugega, drugačnega, enkratnega in nepremedljivega z čemerkoli na svetu. Na srečo, mene je bilo manj sram, zaradi tega, ker je slovenska javnost, široka javnost na ta problem gledala drugače, z veliko več razumevanja in simpatije. Dostojanstvene in miroljubne zahteve Kataloncev so naletele na arogantno, totalitarno zavračanje španske oblasti in sovražno reakcijo španske večinske javnosti. Jaz sem bil v Madridu povabljen na zasedanje Vrhovnega sodišča kot priča, in takrat v tistih dneh sem se prepričal, kakšno fanatično sovraštvo razvijajo v Španiji proti Kataloncem. Mislim, oni jih obravnavajo kot sovražnike. Hkrati pa zahtevajo od njih, da so kooperativni, da so pridni, da so odprti, da so bolj Španci od tistih falangistov in ne vem koga drugega, ki ima patent na to, da je patriot. Evropa je to samo opazovala, reakcije so bile sramotno nikakve. Evropski parlament se je obnašal, kot da se jih to ne tiče, tudi takrat, ko so bili izvoljeni evropski poslanci iz Katalonije. Skratka, gre za sramotno zgodbo in značilno in paradoksalno je, da se pravzaprav v tem času, v istem času pojavlja zgodba o škotskem osamosvajanju in irskem združevanju. In mogoče to še ni vse. Ampak za Katalonce pa ne. Oni pa ne morejo. Oni ne morejo zato, ker živijo v državi, kjer je frankizem še vedno polovica priznanega in edinega veljavnega razmišljanja. Integracija Zahodnega Balkana, grem proti koncu, potolažite se, če se vam zdi, da vas morim. Integracija Zahodnega Balkana v Evropsko unijo je bila moja tema skozi vseh 10 let. Bil sem tako imenovani poročevalec v senci
skupine liberalcev ALDE, najprej za Hrvaško, nato za Črno goro, nato za Srbijo in ves drugi mandat uradni poročevalec Evropskega parlamenta za tedanjo Makedonijo, danes Severno Makedonijo. Posebne izgrenke izkušnje, katero še vedno preživlja Severna Makedonija, ki je izpolnila vse zahteve in pogoje, vključno z bolečo spremembo imena, lahko potegnemo zaključek, da Evropska unija ni v celoti doumela pomena stabilne demokratizacije s trdno vključenostjo v unijo za stabilnost Evrope v celoti. Vse do danes lahko trdim, da je bila širitev Evropske unije na ta del Evrope, ki je še vedno potencialno področje destabilizacije, talec neenotnosti in parcialnih interesov posameznih držav članic. Enkrat ene, drugič druge. Makedonijo so minirali Francozi. Brezsramno in brez argumentov. Nekatere druge so, včasih so se zaglasili Avstrijci, včasih se je oglasil še kdo drugi in tretji. Posebno poglavje v tem je nerazumljiva strpnost in širokogrudnost do velikosrbskega nacionalizma, ki ima danes prikrite, ampak zelo podobne cilje tisti Srbiji, ki je z Miloševićem na čelu sprožila krvave vojne na prostoru bivše Jugoslavije. Jaz sem bil poročevalec v senci v Srbiji, v parlamentu, ki komaj da zaslužil to ime, kjer ni bilo opozicije, kjer vlada despot, kjer vlada diktatura, kjer vlada totalna nesvoboda medijev in zatiranje vsakega drugače razmišljajočega človeka ali pa skupine ljudi. Ena izmed hujših napak zunanje politike Evropske unije je bil tudi način, kako je bil voden proces približevanja Turčije evropskim integracijam. Tudi najnovejša dogajanja okoli Ukrajine in Črnega morja in Bližnjega vzhoda kažejo na izjemni pomen Turčije za uresničevanje evropskih strateških, varnostnih in drugih interesov. Diskurs z Turčijo je vedno bil zviška. In reakcija je bila seveda, rekel bi, tipična za samodržce tega področja. Ampak, kadar veš, da to državo potrebuješ, takrat se moraš tudi zavedati, da se moraš primerno pogovarjati z njo. Tako je pa bila izpostavljena nekim, tudi v Evropskem parlamentu, nekim posameznikom, ki so se zarotili, da bodo proti vsemu, kar je turškega, do tega, kar se je pojavljalo v Avstriji, kjer je glavni argument tudi, da so tam muslimani. Vi ste videli, da sem jaz preskočil Bosno in Hercegovino. Nikdar nisem bil v Bosni in Hercegovini v nekem uradnem svojstvu. Nisem prevzel tudi nobene obveznosti, preprosto, ker se mi je zdela situacija preveč komplicirana. Zdaj, pred kratkim sem bil v Sarajevu in sem imel pogovore z predstavniki vseh političnih strank. Edino upanje, edina svetla točka so bili liberalci, ki vladajo v sarajevskem kantonu. To so neki odprti, mladi, perspektivni ljudje, pri katerih ne veš, a je musliman, ali Srb, ali Hrvat, ali kaj je. To sploh ni važno. Jaz zdaj ne podcenjujem te zgodovinske pogojenosti teh razlik. Ampak mislim še vedno, da je nek optimalni cilj bi moral biti pobratenje ali pa pomiritev ob medsebojnem spoštovanju. Mogoče kaj več ne, ampak že to bi bil dosežek. Zadnja točka, ki imam tukaj pribeleženo, je Tajvan. Jaz sem bil ves čas član skupine v Evropskem parlamentu prijateljstva z Tajvanom.
Moj razlog ni bil jeziti veliko Kitajsko in si nakopati gnev, ne. Povedali so mi naknadno, to prej nisem niti vedel, da so ob vsaki stvari, ki sem jo jaz tam v zvezi z Tajvanom sprožil v Evropskem parlamentu, tukaj prišli protestirati v slovensko zunanje ministrstvo, ne. Tega nisem vedel, če bi vedel, bi mi bilo vseeno, ne. Jaz seveda vidim Tajvan kot neko upanje za normalno demokratičen razvoj tistega dela sveta, ne. Tako na pol za šalo, na pol za res, ne, sem tvegal, ne, verjetno je med vami več poznavalcev Kitajske, kot sem jaz. Jaz sem bil 2-krat kot državni gost tam in to je vse, kar vem. Ampak če sem se pohecal, sem rekel, veste kaj, ko bodo na Kitajskem prve demokratične volitve, ne, bo najbrž med najmočnejšimi strankami Čajnkajškova stranka, ne. In če bo kdo koga osvajal v okviru nekega normalne tranzicije, verjamem, da bo prej Tajvan osvojil matično deželo kot Ljudska republika Kitajska Tajvan. Bil sem na Tajvanu, sprejemajo me kot prijatelja Tajvana, obstajajo določene zveze tudi v Sloveniji z Tajvanom. Jože, tebe gledam samo tako po strani, ne. In jaz sem jih pozdravil. Mislim, da je bilo to dobro, ne. Da vzdrževati ta dialog, se ne pustiti zastrašiti, podpirati to majhno in resnično skoraj demokratično državo, ne, z neverjetnim potencialom, ne. In ne razumem te zadrege, ki je nastala tukaj v Sloveniji po tistem izgredu v Litvi, ne, kjer je Kitajska naredila rompompom zaradi tega, ker so tam odprli neko predstavništvo. Zdaj, očitno ni šlo za diplomatsko predstavništvo, ampak za podobna predstavništva, kot jih ima Tajvan v 27 državah v Evropi. In mislim, da če ne bi se vtikali v Litvo, ne, in dajali izjave v zvezi s tistim tam, ne, pa nastopali na indijski televiziji z nekimi širokopoteznimi nonsensi, ne, potem bi lahko mirno odprli predstavništvo v Tajvanu, ki bi zastopalo naše ekonomske interese in promoviralo slovenski turizem in kulturo in tako naprej. Zdaj pa sem napisal tukaj namesto zaključka ali povzetka povedanega samo še nekaj opomb. Evropska unija bi morala v prihodnosti na novo definirati svojo vlogo in možnosti samostojnega nastopanja v globalni svetovni politiki. Ta vloga mora temeljiti na izjemnem gospodarskem, kulturnem potencialu. Evropska unija mora okrepiti intelektualni, analitični in obveščevalni potencial svoje zunanje službe. Oseba, ki je zaupanje v vodenje evropske zunanje politike, ne sme biti izbrana kot kompromis ali celo najmanjši skupni imenovalec med najpomembnejšimi akterji v Uniji, pogosto kot jamstvo, da bo dovolj šibka, zato da bi najmočnejše države skupne cilje formulirale predvsem v skladu z lastnimi interesi. Jaz sem jih nekaj doživel, teh voditeljev, ne, zapomnil sem si samo Solano, ne. Druge niti ni treba si zapomniti, ne. Tudi Borrell ima problem, ne. Jaz mu ne bom nikoli odpustil osebno, ne, s kakšno surovostjo je on odpravil katalonski problem, ne. On Katalonc, ne. Lahko bi tudi drugače rekel, ne. Lahko bi se uprl recimo tem frankističnim procesom, ne. Lahko bi ravnal na en prosvetljen način. To ni koristilo njegovi razpoznavnosti. Tudi zdaj ga ni pravzaprav, ne. V tej situaciji ga še nisem zasledil, ne. Enkrat so ga osramotili v Moskvi, ne, in zdaj ga ne vidim več, ne. Zgodovina nas uči, da je ideja Združene Evrope zrasla predvsem v glavah izjemnih posameznikov in vizionarjev.
Schumann, Manet, De Gasperi, pa Delors, pa Helmut Kohl, pa Adenauer, pa Mitterrand in bla, bla, bla. Ne? Velikih mislecev. Kje so zdaj? Še jih imamo, vendar jih politika ne zna povabiti in upa, da bodo vizionarske zamisli vzniknile iz množičnih, popularnih in populističnih formatov konferenc, kakršna je bila nedavno končana konferenca o prihodnosti Evrope. Prej sem že povedal, kaj si mislim o njej. Ne? Rusija. Mislim, da si ne moremo dovoliti, da prekinemo dialog z Rusijo. Rusija je pomembna, evropska in, kot pravi on, evroazijska država. Ne? Predvsem je naš sosed in bo vedno ostala naš sosed. Tudi takrat, ko Putina ne bo več. Ne? Mislim, da moramo biti predvsem v tem trenutku občutljivi in kazati podporo tistim Rusom, tistim državljanom, ki se upirajo tej vojni, tistim pogumnim ljudem, ki gredo na cesto, pa se identificirajo kot nasprotniki vojne, pa tvegajo zaporne kazni. Če bi desetino, tisočino pozornosti evropski in svetovni mediji posvetili tem ljudem, ne, z enako poštenostjo, kot jo posvečajo Navalnemu, ne, potem bi bila verjetno tudi, bi bil tudi nek učinek, neki backfire bi bil, ne, nazaj. Tako pa nič, mi v glavnem se o tem molči, ali pa nekje tam pod razno poroča o tem. Ne. In vendar tisoči, 10 tisoči danes demonstrirajo proti vojni v Rusiji. Ne. Nam je bolj očitno pogodu govoriti o Rusih kot o pošastih. Ne. Jaz sem enkrat imel en hecen pogovor z enim ukrajinskim slikarjem, ker sem kupil njegovo sliko v Izoli, ne, ampak to je bilo še pred vojno, ampak ki me je z vsem žarom prepričeval, da Rusi niso dali nikoli nikakršnega prispevka k svetovni kulturi. Ne. Pa sem mu pa en par ljudi naštel, ne. En par skladateljev, pisateljev, ne vem kaj. Ne. Mislim, ena zaslepljenost te vrste, ne, je neproduktivna. Ne. Nima nobenega smisla. Ne. Mi moramo obdržati neko razumno raven dialoga, ne, z Rusijo. Takšno, kot je Rusija. Ne. In potem še eno stvar, mislim, da se bo zdaj v Evropskem parlamentu zaostrila debata tudi s komisijo, tudi še bolj pa z svetom, ne, o tem, kaj narediti z politiko ničelne tolerance do kršenja vladavine prava. Vladavina prava je fundament Evropske unije. Mislim, da si ne moremo dovoliti strpnosti do poskusov reinterpretiranja ali pa relativiziranja vladavine prava. Drugače bomo prišli do tega, da je bil še Hitler demokrat, da ga lahko prištejemo v države z vladavino prava. Tu mislim, da je glavna opora, jaz bom rekel tudi evropske politike, je Evropski parlament. Ne. Od gospodov, ki sedijo v svetu, komaj da še kaj pričakujem, ko gre za tako delikatna vprašanja. Ne. In na koncu, Ukrajini je absolutno treba dati status kandidatke za Evropsko unijo. Ne glede na to, kdaj bo to postalo realno, kdaj bo lahko postala članica, koliko bo stala obnova Ukrajine. Ne. Ampak status kandidatke njim
bi ogromno pomenil in bil bi en zelo močen signal tudi nasprotni strani. Hvala lepa za ljubeznivo in pozorno poslušanje. Jaz mislim, da smo slišali dovolj iztočnic, da lahko začnejo razpravo, imamo ene pol ure. Če predlagam, da si vzamemo nekaj časa za izkoristiti našega današnjega gosta, da nam kaj pove še bolj zanimivega iz njegovih izkušenj. Prosim. Profesor Bebler. No, hvala Igor za zanimivo izvajanje. Povedal si marsikaj. Zanimivo je tudi za nas, ki nismo sledili delu raznih komitejev in odborov Evropskega parlamenta, posameznih problemih, ki si jih naštel. Seveda vsebina tega, kar si povedal, znatno odstopa od naslova predavanja. Po svoje pa potrjuje ta vsebina, to, kar si naštel, da napovedani naslov bi bilo korektno, bolj korektno in v skladu z dejanskim stanjem imenovati zunanje politike držav članic Evropske unije in nekaj skupne zunanje politike na ravni Evropske unije. To je dejansko stanje. Ja, strinjam. To je dejansko stanje. Se spomniš vprašanja, na katero telefonsko številko treba klicati, da se zve za stališče Evropske unije v nekom pomembnem in kočljivem mednarodnem problemu. Kissinger je na to odgovoril, da take številke ni. Dejansko pa je teh številk več. Torej, moje vprašanje je, kje nekatere številke bi bilo najbolj pametno, ti je recimo kot novinar, bi skušal ugotoviti, kaj je stališče. In na koliko številk bi ti klical, da bi ustvaril sebi, koliko se da objektivno sliko o zunanji politiki Evropske unije, o nekom konkretnem stvari. Na koliko številk bi ti klical? Bi začel z Berlinom, bi začel s Parizom, bi začel z nekom, mogoče v Bruslu, ali v Washingtonu. No, jaz imam dve imeni, recimo, dve imeni bi ti odgovoril. Ne? Eno ime je bivši ambasador Ischinger, ne? In drugi je sedanji predsednik Nemčije, Zvezne republike Nemčije. Tema dvema človekoma jaz zaupam, ne? In bi z veseljem prisluhnil njihovemu mnenju in pogledu na to, kar ti si upravičeno rekel, ne? Na teh 27 zunanjih politik, ne? In nobene skupne. Ne? Zdaj pa, nažalost pa bi rekel tudi to, ne? Da edini, ki pa vejo, kaj hočejo z takšno Evropo, ne? Tisti pa sedijo v Washingtonu. Ne? In Evropa, če se ne bo emancipirala v odnosu na Ameriko, ne, ki je danes Amerika Joea Bidena, bila je včeraj Trumpa in bojim se, da bo jutri spet, ne, ali pa kakšnega takšnega klukca. Ne, tako da jaz bi vendarle rekel brez posebnega taktiziranja. Ne, jaz ne zaupam danes stanju ameriške demokracije nič bolj kot povprečen Američan. Ne. Povprečni Američani ne verjamejo več, da živijo v posebno demokratični državi. Jaz se spomnim, ko sem jaz bil v Ameriki, sem bil generalni konzul v Clevelandu in moj sin, ko je hodil v šolo. Ne. In ko je prišel iz šole, vedno je rekel, ja, kako je bilo, ja, me je vprašal, ne, Ivo me je klical, a je Amerika res največja država na svetu? Ne? Pa se ga, ni čist tako, ne? Ampak
mislim, poznavanje povprečnih Američanov. Ne. Jaz moram reči, da sem srečal izredne ljudi v Ameriki, da nimam nobene amerikanofobije, ne. Da nisem sovražnik Amerike, da nisem sovražnik transatlantskega sodelovanja. S tem, da mislim, da bi NATO se moral demokratizirati. Ne. NATO bi moral se vrniti k svojim izhodiščem. NATO ni svetovni policaj in ne bi smel biti in mi ne bi smeli sodelovati v takšnem NATO. Ne. Ampak bi se morali ostati v njem, ne iti ven, ostati v njem, ampak se boriti za njegovo demokratizacijo. Eden od udeležencev evropskega vrha NATO na ravni predsednikov držav mi je povedal, ne, kako so podaljšali mandat Stoltenbergu zdaj. Ne. Ker tako, ne, podrazno je prišel en gor ameriški ambasador, ne, in je rekel, no, sicer pa bo gospod Stoltenberg zaradi situacije ostal še, mu bomo podaljšali mandat. So zaploskali. Ne. Tako da to je to. Ne. Moram reči, da jaz osebno ne bi zaploskal Stoltenbergu. Ne. Mislim, da je njegova retorika je marcialna, ne. Njegova retorika je nekredibilna. Ne. On govori tako, kot da bi govoril, ne vem, tam en nižji oficir svojim vojakom predno grejo v bitko. Ne. Mislim, da v NATO bi morala biti predvsem prednost politike in odgovornost politike in vodenje politično, ne vodenje vojaško. Ne. Jaz sem Stoltenberga spoznal osebno, ker sem bil ambasador takrat gor. Ne. Bom povedal eno anekdoto, ne bolj, da je ne bi, ne. Možda je ne. Zakaj pa ne? No, Stoltenberg, ko sem prišel k njemu, on je bil takrat minister za energetiko, ne, norveški, ne. In mi je rekel, Ljubljana, jaz vam tako krasne spomine na Ljubljano. Ne. Ko je bil moj oče ambasador v Bruslju, ne, v Beogradu, ne, takrat smo se peljali, ne, skozi Ljubljano. Ne. In v Ljubljani sem jaz lahko jedel sladoled, ker ga v Beogradu ni smel. Ne. Je rekel, Ljubljana je zelo lepo mesto. Ne. Ampak njegov oče pa se je proslavil z eno izjavo, ker sem jaz bil Stoltenbergov ambasador, je rekel, da so na enem predavanju takšnem v klubu za zunanje zadeve, je rekel, veste, tam v Bosni, ne, so stvari take, ne, tam so vsi Srbi, ne, samo da imajo različne narodne noše pa vero, ne. Drugače so pa vsi Srbi. Ja, ne, mislim to. To je rekel in ostal živ, ne, in pokazal svoje globoko poznavanje te skupnosti, te komplicirane skupnosti. Poprosti, jaz sem dolgo odgovoril na tvoje vprašanje, veš. Moram reči, da z posebnim veseljem vedno preberem vse, kar napišeš, ne, v zvezi s tem delikatnim vprašanjem odnosa do Rusije. Ne. In ti dam prav in sem včasih eho takšnega stališča. Ne. Apropo 27 zunanjih politik. To je ustavno stanje, ustavno dejstvo v Evropski uniji. Tako je sklenjeno. Zunanja politika je stvar članic. Skratka, tisto, kar pride kot skupna, to je vedno odsev trenutnega stanja, spretnosti pogajalcev, spretnosti predsednika komisije, zdaj recimo Juncker na tem položaju bi bil verjetno drugačen, kot je gospa von der Leyen, pa še kdo drug, ki je, bi rekla, ki bi prinesel velike diplomatske in mednarodne izkušnje v tako situacijo. To se pravi, če se vprašamo, kako to, da ne more biti ene same telefonske številke za pogovor z Evropsko unijo. Problem je v nas. Ne? In ravno tisto, kar si omenil na začetku, je Slovenija zdaj se priključila, mislim, da 10 državam, ki nasprotujejo eventualnim spremembam v smislu
bolj Ja. večje operativnosti na podlagi večinskega načela delovanja Evropske unije. To je ta odgovor. Ja. Če bi vprašali Avstrijo, verjetno tudi Ja. ni posebno navdušena za skupno politiko. Z vsemi državami je tako. Ne? In kaj bi rekla, nobenega smisla nima, da se zgražamo nad tem, ampak sprejmemo to kot dejstvo in poskušamo priti v določenih zelo kriznih situacijah vsaj do začasnega soglasja. Tu si ti naštel primere, ko se to ni posrečilo. Zdaj je en drugačen primer. Ne? Na eni strani imamo tako rekoč enotnost, saj načelno tudi vsi časopisi vseh držav članic pišejo tako rekoč enako do vojne, in to je pravilno, gre za agresivno vojno, vendar nians v pogledih, ko gre za to, kaj pa naj bi bil cilj naše politike in kaj bi si mi želeli, da bi nastalo v Evropi, tega pa ni mogoče naslediti. Jaz ves čas pričakujem, da bo nekdo postavil vprašanje, ali se mogoče kdo zaveda, da naj bi Ukrajina postala članica Evropske unije, to je 44 milijonov ljudi, denimo, da bi se zgodilo tisto, kar bi Ukrajina želela, to se pravi, da bi se Rusija umaknila, da bi ostala teritorialno nedotaknjena. Kaj bi to pomenilo za Evropsko unijo? A je kdo že vprašal Nizozemce, ki so največji plačniki v evropski proračun, ali so pripravljeni to plačati še naprej? Ne, ker vejo, da ne bo. To je tisto. Ne? Zdaj, jaz sem postavila nekaj, kar me takoj lahko na 3 koncih nekdo zagrabi in reče, ti si taka in taka. Ja. Ampak dejstvo je, da to nadaljevanje vojne določenim, ne bom rekla določenim vladam ali državam, ampak določenim sektorjem gospodarstva in politike koristi. Zanesljivo so svetovni orožarji zelo srečni. Recimo, da je taka vojna z neskončnim nadaljevanjem, Neskončno uporabo hardverja. Ja, da je bistven delež za povečanje BDP-ja v največjih industrijskih državah. To se pravi, nekdo ima tudi od tega lahko korist, da se tako nadaljuje. In zdaj, če se ne postavi nobenih drugih vprašanj, kdo bo to financiral na koncu? Jaz pravim, vsi vemo to, ko sta se Romunija in Bolgarija priključili po politični liniji, ne po gospodarski. Ni bilo nikogar v parlamentu, jaz sem takrat v parlamentu in ne v svetu, ne nikjer drugje, ki bi rekel, še enkrat bo ena podobna država se lahko na ta način priključila. Ne? Ampak Ukrajina je v mnogo slabšem položaju in čim dlje bo vojna trajala, se bo ta položaj še poslabševal. Ne? In ne gre samo za obnovo tistega, kar je zdaj v vojni uničeno, ne? Ampak predvsem, ali je ena taka država lahko odpravi tisto, kar do začetka vojne ni. Namreč Ukrajina se je privatizirala po istem Jelcinovem principu kot Rusija, ima natanko tako strukturirano družbo, Tajkune. ki so se zdaj umaknili in tako naprej, ampak se teh vprašanj sploh nič zdaj ne vzame
v poštev, ko se reče, Ukrajina bo pa postala članica. Ne. Tega Ker noben ne drugače upa. pa je to, To v takšnem krogu lahko poveš, Ja. ne, nikjer na nobenem forumu. ker, Ne moreš mislim, to. sem še tole končam s tem stavkom, ne? Ker če se pa misli to in se ima figo v žepu, je pa to nepošteno do Ukrajine. In me to zelo spominja na Turčijo, ki je bilo isto obljubljeno in je bila 10 let, Ja. 10 let članica, preden je Erdogan kandidatka, ja. končno rekel, ne bomo več Ja. tega iskali. Tako da bi rekla, upam, no, da bo ta propagandni način, kako bi rekla, ene popolne enotnosti Evrope, zdaj nenadoma popolne enote, ki je, ne vemo, kako je nastala, razen na, bi rekla, zaničevanju ali pa sovraštvu enih spornih dejanj, kar je nasilno agresivna vojna. Teh nijans ni niti v časopisih, ni niti v razpravah, kolikor lahko sledimo. V pismih bralcev se pojavlja. Ja, ampak pismo bralcev, ja, seveda, katerega časopisa, ne, to je vprašanje, ne. Zdi se mi, ne, da bi bilo pošteno do sebe, do tega cilja, abstraktnega cilja, skupna evropska politika in tudi do teh dotičnih držav, da se pove, do kje je mogoče iti in kaj si na koncu zamišljamo. Zdaj, ti si rekel, Rusija bo geografsko, ne bo izginila, ne? Bo tu ostala tudi, če bo premagana, denimo, ne? In premagana v smislu, da bi se morala umakniti, ne? Ampak izključena bo pa iz vseh aktivnosti, njena kultura bo zaničevana, ne? To, kar se vse zdaj dogaja. In potem si zastavimo še vprašanje, kako pa bomo potem te svetovne cilje v zvezi s klimatskimi spremembami, v zvezi z obligacijami, ki bi jih morale države, ki kar krepko količino svetovnega prebivalstva zastopajo, kako jih bomo njim to, če jih bomo demonizirali do konca, ne? In če ne bomo v nobenem trenutku pošteni do sebe in do drugih. Ja, bomo nadaljevali s to debato. Vsekakor je treba ugotoviti, da politika Evropske unije je reaktivna. Vedno se ukvarja šele s posledicami in to je velik problem. To vidimo pri tej ukrajinski krizi, ker poznamo vse dogajanje, ki je predhodilo vsemu temu in Evropska unija ni znala najti raznih rešitev, ki so bile na voljo v veliko točkah, od leta 1991 najmanj naprej. Jože Jerovšek, poprosim. Ja, hvala, Jože, za bil predavanje, tudi za poglede, ki moram reči, da se v veliki večini zelo strinjam. Zdaj bi pa vprašal tebe kot Nemčije, ker se bo to postavil tam, kako bi se to relativno uspešno poenotenje Evropske unije zgodilo v slučaju, da bi bila še kanclerka Merklova, ker se jaz bojim, da bi bilo slabše, počasnejše, ker Merklova zadnjega obdobja je na nek način pri teh načelnih vprašanjih mencala. Meni se zdi, da je Šolc, zame je bil pozitivno presenečenje. Šolc še posebej glede na to, da seveda je njegov strankarski predhodnik, bivši kancler, Schröder je vredno še celo stane tiste stranke, tako da moram reči, da je bil pozitivno presenečen. Drugo vprašanje, ti drobno sem to mnenje o Španiji, tu pa dobro poznaš, o
frankizmu, ki še obvladuje Španijo, si lahko to razlagam, da je tudi sedanja vlada, ki je leva, socialistična, da tudi sedanji predsednik vlade španske nastopa s frankistično politiko. Ne, najprej bom na to odgovoril. Ne. Ko je nastopil Sanchez s vlado, Dva mandata je zdaj. ja, ampak on je prva stvar, ki jo je naredil, je to, da je dal prekopati Frankov grob in ga poslati tja med mrtve. Ne? Ja, ampak mislim, jaz nekako ne pripisujem španskim socialistom enako nestrpnost do, recimo temu, manjšin. Ne? Vse Katalonci niso edina manjšinski narod v Španiji, jih je več. Ne? In to je bila specialnost in prepričanje falangistov, ne? In falanga je živa. Ne? Jaz sem gledal par oddaj tudi španskih, ampak jaz sem tisto atmosfero sem čutil. Jaz sem bil na sodišču, ne? Vrhovnem sodišču sem bil, ne? Zaslišan kot priča. Ne? In potem so mi to povedali. Ne? Tisti sodniki so falangisti. Ne? Predsednik sodišča je frankist. Ne? O tem ni nobenega dvoma, to se je videlo po vprašanjih, ki so mi postavljali in po celem tretmanu, po celem backgroundu. Ne? Vse vedo povedati tisti, ki poznajo španske razmere, ne? Da je izredno malo, jaz zdaj copy-pastam tukaj določene obtožbe, ki se tudi v Sloveniji pojavljajo o rdečih lobijih in tako naprej. Ne? Mislim, normalno je, če je en režim na oblasti 30 let, ne, ali pa 50 let, koliko so bili frankisti, ne, da je ta vpliv globok in za žrtve družine, ne, kapitalisti španski so ostali isti, kot so bili. Kapitalistov niso niti izgnali, niti ne vem kako sankcionirali zaradi njihove podpore falangi, ne, in Franku. Ne. Tako da, medtem ko socialisti, ne, so se vendarle oblikovali z drugačnim kritičnim odnosom do frankizma in ne bi jaz to enačil. Ne. Je pa res, ne, da pa očitno socialistična vlada, ne, da se zelo boji tega večinskega mnenja v Španiji, ki je absolutno proti Kataloncem. Ne. In to sovražni so proti Kataloncem. Ne. Zato tudi oni si ne upajo nič konkretnejšega narediti. Ne. Niso umaknili recimo tistih sprememb ustave, ki jih je sprejela prejšnja vlada katalonske, ne. Pa bi lahko to naredili, pa niso tega naredili, ker so se bali, da bojo izgubili naslednje volitve zaradi tega. Ne. Prvo vprašanje, ki si ga dal o Merklovi. Ne. Jaz moram reči, da imam še vedno visoko mnenje o Merklovi. Ne. Vedno. Imam tudi eno anekdoto. Ne. Ko sem bil veleposlanik v Berlinu, ne, takrat je prišel na obisk v času svojega kratkega mandata Tone Rop kot predsednik vlade. Ne. In jaz sem takrat organiziral pogovore mu. Ne. In sem mu rekel, veš kaj, nima nobenega smisla, da se srečuješ. On je rekel, ja, zdaj se moramo srečati z liberalci. Ne. Jaz sem rekel, veš kaj, pusti ti liberalce pri miru. Človek bodočnosti je Angela Merkel, predsednica CDU v opoziciji takrat. Ne. In je on to sprejel in je imel pogovor potem z njo. Ne. In je bil fascinanten pogovor. Ne. Prvič, ona je pokazala živ interes za Slovenijo. Ne. Ropi je razložil penzijsko reformo, ne vem točno, kakšna je bila, zdaj bi moral vedeti, kot penzionist bi moral vedeti, ne, kaj je bilo tu na stvari. Ne. Ampak on je to razložil in njej se je zdelo razumno to. Ne.
to je bila glavna substanca tega pogovora. Ampak brez dvoma, da je bila Merklova centralna osebnost evropske politike ves čas svojega mandata, da je imela avtoriteto. In jaz mislim, da bi bila tudi ta situacija z Ukrajino in Rusijo in tako v dobrih rokah, če bi bila Zdaj pa Šulc, Šulc je reagiral tako, kot se je od njega pričakovalo. Pritisk je bil velik. In jaz nisem prepričan o tem, da je treba streljati z širokocevnimi nemškimi topovi po Ukrajini, niti po Rusih. Nisem prepričan o tem, da je kopičenje orožja najboljši način v tem trenutku. Veliko žrtev več bo zaradi tega. Jaz bi bolj bil za pospešitev diplomatskih in političnih razgovorov. Ne bom zdaj rekel tisto, kar je nekdo napisal in se nakopal odium, da bo treba sprejeti kakšen bolesten, bolan, težek kompromis pri rešitvi tega vprašanja med Ukrajino in Rusijo. Mislim si pa, da ima prav. Težek kompromis bo treba sprejeti. Ne bom zdaj govoril v mikrofon, kaj si mislim o možnostih, da bi Rusi se umaknili iz Krima. Težko bi dajal prognozo pripravljenosti Rusov, da bi se umaknili iz katerega koli kraja, kjer bodo izvedli čiščenje, brutalno in kjer bodo uvedli rubelj, vojsko razporedili in tako naprej. Mislim, to je zdaj ena tragična redosled dogodkov. Ampak jaz sem dovolj, kot se reče v narekovajih, diplomatsko, tukaj v svojem statementu povedal. Marsikaj smo vedeli, pa nismo povedali, pa smo se delali, da ne vidimo. Marsikaj se je dogajalo pred in med. Marsikaj se je dogajalo na Majdanu, kar meni ni bilo všeč, in jaz sem o tem govoril tudi v Evropskem parlamentu. Na Majdanu so bili ljudje, ki niso imeli tam kaj iskati. In seveda je bila fatalna napaka, še večja, če je bila narejenega iz polnega prepričanja in pri polni zavesti prepoved ruskega jezika, pa postavitev spomenikov Banderi, pa proglasitev Bandere za narodnega heroja. Tako da, mislim, ni čas zdaj za razglabljanje o tem. In jaz zaradi tega tudi nočem o tem razglabljati. Ampak nočem pa tudi spati kot nekdo, ki je neveden, ki noče vedeti stvari. Jaz mislim, da se treba soočiti z marsičem, posebej takrat, ko je treba približevati stališča do končnega nekega sporazuma. In to je vloga diplomacije, to je vloga politike. Ni vloga politike v tem, da priskrbi še hitrejše rakete in še bolj uničujoče stvari. Tako da jaz sem razumel težavo Šulcovo, predno je sprejel to, Šolcovo, pardon, predno je sprejel sklep o tem, da bodo pomagali tudi s težkim orožjem in objavil ta milijardni program. Ampak moram reči, da pa manj razumem Švede. Pa sem bil na Švedskem. Ampak zanimivo, Švedi še niso rekli da za članstvo v NATO. Jaz sem bil vedno smatral, da je obstoj nevtralnih držav v Evropi dodatek in plus Evrope v celi mednarodni konstelaciji. Zmanjševanje števila nevtralnih držav zaradi občutka ogroženosti se mi zdi zaskrbljujoče. Čeprav seveda, če koga je treba razumeti, Fince. Fince je treba razumeti. Njihova politika miroljubne koeksistence se je pa na drugi strani pokazala kot neverodostojna.
In verjamem, da jim ta kolektivna varnost po grenki izkušnji, ki so jo imeli z rusko-finsko vojno, ne, da ima svoj rezon. Medtem ko na Švedskem pa ne razumem. Jaz sem bil na Švedskem takrat, ko so se občasno pojavljale tiste podmornice, ki jih ni bilo, pa ne vem kaj, en lov za fantomskimi plovili, pa še nekaj, ne. To mi je nekdo pojasnil, ne. Ne vem točno, kdaj je bilo tisto, pod katerim ruskim cesarjem Aleksandrom II, ali katerim je ruska flota se pripeljala po teh fjordih med otoki do Štokholma. Ne. In potem še danes strašijo otroke na Švedskem, ne, če ne boš priden, bojo prišli Rusi. Ne. In to referirajo na tiste Ruse, ki so pred 200 leti tam strašili okoli. Ne. Tako da ta stvar je prisotna, ta neka paranoidna ogroženost, ne, na Švedskem. Ne. Samo nikoli ni pripeljalo do tega in tudi zdaj še ni, da bi se zatekli v varen objem NATO, ne. Najbrž tudi zato, ker so eni med največjih svetovnih trgovcev z orožjem. Ne. In prodajo orožje na vse konce in kraje. Ne. Če bi prišli NATO, bi bili pod nadzorom, ne, skupne obrambne in zunanje politike. Ne. Imamo zdaj še nekaj vprašanj. Janja Kasinc, lepo prosim. Zdaj vprašanje v dolžini odgovora. Niti ni vprašanja, ampak bolj ugotovitev iz tvojega izvajanja in izvajanja vseh nas tukaj danes, kaj ima skupnega ta evropska politika, zunanja politika. Po mojem mnenju ima na prvem mestu skupne interese in to posamične interese, potem posledično iz posamičnih interesov površnost in posledično tudi iz površnosti retroaktivnost, o čemer si ti govoril. In to so vse slabe lastnosti, skupne lastnosti te evropske zunanje politike. In mislim, da je velika odgovornost seveda vsake države članice, ampak tudi naše države. Ne. Jaz 30 let spremljam dogajanje na Zahodnem Balkanu, ne. In moram reči, da če bi ta Evropa, ko še ni bila Evropska unija, pa tudi zdaj, ko je Evropska unija, se vsaj malo potrudila in če bi se Slovenija vsaj malo bolj potrudila, tudi da svoje razumevanje tega območja, ki je že spet zelo nesigurno, in prikazala, in to lahko zdaj prenesemo na Španijo in Katalonijo in lahko prenesemo na Rusijo in Ukrajino, in prej, ko je Mojca govorila o teh nevarnostih, ki se lahko zgodijo z vstopom Ukrajine v Evropsko unijo, ta ikonizacija, ki je tam potekala, vse te stvari, to imamo mi v vseh državah, tlele zraven nas. Tudi pri nas, vse bolj tudi pri nas, ampak če pogledate članice, Romunijo, Bolgarijo, to so popolnoma tajkunske države in koruptivne države. Srbija, ki je najbolj gor vzeta na Zahodnem Balkanu, je najbolj koruptivna država in najbolj nedemokratična država tukaj. Tako da to so te tragične površnosti, ki so pa po mojem mnenju namenske, zaradi interesov. In to bi jaz rada vedela, Ivo, kaj misliš o delovanju te Evropske unije, da bi bila lahko uspešnejša na tem področju, kajti jaz opažam vsa ta leta, da se ta vprašanja odpirajo izključno v Evropskem parlamentu, ne pa tudi v drugih organih Evropske unije. To se pravi svet najmanj, tam so tako površni, ne. Komisija pa kakor je, ne, pri kakšni zadevi. Ampak mislim, da je ta ameriška zunanja politika prevladala v Evropi
in da ta površna mislim, ne, interesno površna, in da se mi pač s tem zdaj kar vedno bolj strinjamo, kimamo in vse, ni pa analiz, ni pa razmišljanja, ki bi to Evropo lahko ohranile. Ja, jaz se strinjam, jaz sem malo nakazal to, ne, da pogrešam, ne, duha, ne, v evropski javnosti, ne, da se premalo slišijo pametni ljudje. Ne. Človek je vesel, če prebere kje v Špiglu ali pa ne vem, Guardianu ali pa Le Mondu, ne, nek članek pa rečeš, aha, to je to. Ne. Ne, ampak jaz mislim, da bi morali, recimo, če govorimo o nas, o sebi, ne, jaz mislim, da bi v Ljubljani tudi moral biti nek nukleus, ne, intelektualni. Ne. Jaz vidim, koliko je občasno povabljenih pametnih ljudi na televizijo in ga enkrat vidim in nikoli več. Ne. Ne čuti nobene potrebe nihče, ne, da bi to pamet, ne na propagandističen način, ne bom govoril o tistih okroglih mizah, lepo prosim, o prihodnosti in tako naprej, ker to je čista kozlarija in plehkost. Ne. Ampak dati, opolnomočiti inteligenco te države, da razmišlja, ne, in prevzeti odgovornost, da rezultat tega razmišljanja pride do ljudi, da se ljudje začnejo počutiti kot recimo Evropejci ali pa aktivni državljani ali pa soodločevalci v politiki. Ne. Mislim, Slovenci bi morali razumeti, kaj se dogaja v svetu, kaj se dogaja v Evropi, na drug način, ne da samo, da nas je strah. Ne. Strah je premalo. Ne. To spet bom referiral na tega Lenarda Merija, ki mi je rekel, takrat v prvem sestanku, je rekel, veš kaj, mali narodi so kot majhne živali. Ne. Oni živijo ves čas v strahu. Ne. In skozi reagirajo z strahom reagirajo na stvari, ne, namesto z razumom. Ne. Tako da ja, zdaj je deficit tega. Ne. Deficit je nekega, mislim, zanimivo ob vseh medijih, ob vseh informacijah, ki so na razpolago, ki so v obtoku, ne, vendarle ni, ne. Zato se mi zdi, mislim, da ta surogat, ne, naj ljudstvo pove, ne. Lepo vas prosim. Ne. Jaz ne vem, kdo je v Sloveniji v imenu ljudstva odgovarjal na te stvari, pa pošiljal stvari v Bruselj, ampak to je jasno, da to ni pot, ne, kako ugotoviti, kaj je interes nekega naroda, neke države, kaj je prioriteta. Ne. Kaj je tisto, kar bo on uveljavljal kot svojo politiko, ne, kot svoj interes. Ne. Ker jaz seveda ne dam nič na federalizacijo Evrope. Ne. Za razliko od Boruta Pahorja, ki ves čas o tem govori, pa nima pojma, o čem govori. Ne. In dela primerjavo z Ameriko. Ne. Z Ameriko nimamo čisto nič skupnega. Ne. V Ameriko so šli ljudje takrat, ko so se odločili, da se bodo odrekli svojemu nacionalnosti, svoji kulturi, svojemu jeziku, če je treba, in postali Američani. Ne. Vprašajte Evropejce, če hočejo to. Ne. Če hočejo enega Evropejca, če hoče Šved postati Francoz, Slovenc postati Bavarc ali ne vem kaj. Ne. Mađar, recimo. Ne. Ja. Ja. Tako da, ja, imaš prav, ne, to je tudi nekaj, kar se mi je zdelo pomembno, da danes ugotovimo. Ne. Ja, to je zelo pomembno. Ne. In počasi moramo priti do tega. Ne. Ne. Ja, ti si bil med prvimi, ki je čutil potrebo, recimo, da ustvari ta forum. Ne. Ampak zdaj imamo nekaj takih čudnih forumov tu, posebno en je zelo čuden, pa ne bom rekel. Ne. Ja, nekaj jih je še zelo čudnih. Ne. Ampak na srečo je tudi nekaj dobrih iniciativ, pametnih, inteligentnih, mladih ljudi. Ne. Ja. Še imamo eno vprašanje, Juš, iz študentskih vrst. Ja. Tri kratki vprašanji. Samo reči, kaj ti povedamo s tem, kar je povedala. Kakšno, se pravi to, kaj bi ponujeno članstvo v Ukrajini, kakšno sporočilo bi poslalo državam Balkana, ki
ki so v tem procesu, ujete ali pa že toliko časa. Pa dobro, Srbija res mogoče ni res tak primer, ampak mogoče pa Črna Gora, Severna Makedonija. Drugo vprašanje pa, kako se vam zdi, koliko smotrno ali pa izvedljivo se vam zdi recimo v luči trenutnega dogajanja skupna vojska EU. Se pravi, to bi tako zahtevalo uskladitev zunanjih politik priprej, ampak recimo glede na to, kaj se dogaja trenutno, pa mogoče kakšne so implikacije tega potem na zvezo NATO. No, jaz mislim, da vse to zdaj ponujanje Ukrajini fast track je seveda odmeva na Balkanu. Tam si seveda noben ne upa problematizirati tega, ker ideja tega trenutka je solidarnost. Solidarnost z Ukrajino, podpora Ukrajini na vse načine. Tudi na ta način, da se ji da status države kandidatke. Zdaj, odgovora na vaše vprašanje sta možna dva. En je ta, da si mislijo na Balkanu, kar naj jim poobljubljajo, vse vemo, koliko je vreden da takšna obljuba. So izkusili to. Druga stvar pa je seveda občutek tega, a so eni bolj pomembni kot drugi. Prej sem rekel, je izraelsko življenje 10-krat vrednejše od življenja enega palestinskega otroka. In seveda to je to. Jaz mislim, da v tem trenutku nihče ne bo vzpostavljal te povezave. Ukrajina je problem zase, je drugačen problem. Ampak vsekakor bi moralo to vendar na nek način pospešiti to, ker mi govorimo v Ukrajini, to, kar je Mojca rekla, 44 milijonov. 1,5 milijona je Makedoncev, ali milijon, malo manj kot 2 milijona. Pa se je postavljalo vprašanje, a bomo zmogli to. Pričemer je Makedonija Amerika, v primerjavi z Ukrajino. Tako da ja, vaš pomislek je popolnoma utemeljen. Kaj je bilo drugo vprašanje? Glede smotrnosti in izvedljivosti vojske EU. Ja, vojska EU, ja. Vojska EU, jaz mislim, da vojske EU nikoli ne bo. Jaz ne verjamem čist nič v to projekt. Enkrat so nas peljali na izlet, Mojca, mogoče so tudi tebe, tja v tisti center, kjer se igra neka vojska, ki je iniciacija neke evropske vojske. Obstaja nek CER, nekaj takega je, kratica, 3 črke. CEP. Nekaj takega je, z avtobusom smo se peljali tja iz Bruslja, pogledati. Tam je stalo 5 poljskih kamionov, 2 francoska, ne vem, en ameriški oficir se je sprehajal tam, ali pa mogoče ni bil Američan, mogoče bil Anglež, to je bilo še pred Brexitom, in pokazali so nam na enem panelu, o tem bi ti, Griša, najbrž vedel največ o tem evropski vojski tam nekje. Tista evropska vojska ni vsega skupaj bilo za eno orn kasarno. In oni so bili tam kot vzorec brez vrednosti in z skrajno omejeno uporabnostjo. Tako da jaz v evropsko vojsko ne verjamem. Po mojem je nikoli ne bo. Dalo se pa bo seveda standardizirati opremo, deliti informacije, špijonske in druge, early warning, kaj ti jaz vem kaj, mogoče tudi uniforme, čevlje, ne vem kaj. Nekdo je obljubljal, kdo že, v enem intervjuju sem bral, da je Kacin obljubljal, da bo Alpina delala čevlje za cel NATO. No, skratka, jaz v to, da bi bila enotna vojska, ne verjamem. Možno pa je dogovarjanje o določenih stvareh, tako kot je bila tista Altea, recimo, v Somaliji tam, ali pa, ne vem, tudi razni UNPROFOR-ji in take zadeve.
To ja, ne? Ampak da bi pa imel ti eno vojsko, ki bo korakala kot evropska vojska, forget it, ne? Nikoli in nikdar, ne? Najlepša hvala. Predlagam, da se našemu današnjemu gostu zahvalimo z enim aplavzom. Naj povem, ta tematika je tako obsežna, da z enim tako razpravo ni mogoče izčrpati. Presenečajo pa nas nekatere poteze skoraj vsak dan. Von der Leyenova v svojih nastopih skoraj da ne pušča nobenega prostora. Ona me nikoli več ne preseneča. Ne? No, zdaj, ali bomo presenečeni ali ne presenečeni, to bomo videli v naslednjih tednih, mesecih. Jaz tu vabim vas, da se pridružite morda nekaj minut tukaj. Upam, da bo imamo kozarec vina, upam, da bo za vsega dovolj, in pa kak piškot. To je pač tradicija SDMO-ja. Hvala lepa vsem, ki ste prišli, in hvala za zanimivo razpravo.